Spoštovani gostje, spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, direktor Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, profesor dr. Jožef Gerkeš, spoštovana dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, profesor dr. Anton Ramšak in direktor Inštituta Jožef Štefan, profesor dr. Jadran Lenarčič, spoštovani člani družine akademika Roberta Blinca, nagrajenci in drugi gostje, lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali tu na presečišču fakultete in inštituta, da počastimo tiste, ki so v zadnjem času še posebej izstopali s svojim delom na področju fizike. Res je, da so slovenski fiziki tudi do zdaj za svoje uspehe prejemali različne nagrade, a tiste, stanovske, torej nagrade znotraj področja, do sedaj niso imeli. Tako je želja po takšnih nagradah iz leta v leto postajala vse večja. Po letu 2011, ko nas je zapustil eden naših najuglednejših fizikov, akademik, profesor dr. Robert Blinc, pa se je povezala še z željo po spominu na njegovo delo. Danes bomo tako z velikim veseljem in ponosom podelili Blinčeve nagrade, s katerimi bodo svoje priznanje dobili najboljši slovenski fiziki, gledani in ocenjevani znotraj svoje skupnosti. Fizika je temeljna naravoslovna znanost. Njena odkritja se uporabljajo v vsem naravoslovju, tehniki in medicini in nam omogočajo boljše življenje. Slovenski fiziki dosegajo mednarodno odmevne uspehe na mnogih področjih fizike. So avtorji številnih prestižnih publikacij v najuglednejših svetovnih revijah in vodijo velike mednarodne projekte. In zato so se odločili, da bodo s posebno nagrado počastili najodmevnejše dosežke in raziskovalce na področju fizike. Danes bomo tako podelili 3 nagrade. Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere, Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike in Blinčevo nagrado za življenjsko delo s področja. Nad podelitvijo nagrad bdita Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Inštitut Jožef Štefan. Po dogovoru vsak eno leto, letos fakulteta. Zato pozdravnemu nagovoru vabim dekana FMF, profesorja dr. Antona Ramšaka. Spoštovani gospod minister, profesor Pikalo, direktor ARRS, profesor Gerkeš, direktor NAKVIS-a, profesor Demšar, direktor Inštituta Jožef Štefan, profesor Lenarčič, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesor Svete, dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, profesor Slavinec, spoštovani člani družine akademika Blinca, dragi nagrajenci, kolegice in kolegi. Že stari Grki so spoznali, da je v naravi mogoče najti skrite zakonitosti in vzorce, in v obdobju renesanse smo začeli spoznavati, da mora celo narava spoštovati določena pravila in da je s poznavanjem teh pravil mogoče napovedati njeno vedenje. Danes, ko vse merimo skozi koristnost, pa se pogosto zdi, da naša raziskovalna vprašanja nimajo neposredne uporabnosti. A kot pravi Ovidi v pismih iz Ponta, nič ni koristnejše od teh umetnosti, ki nimajo nobene uporabnosti. Matematik Jurij Vega v 18. stoletju in fizik Jožef Štefan v 19. stoletju sta bila s svojimi znanstvenimi dosežki svetovno priznana profesorja in raziskovalca, zato sta imeli slovenska matematika in fizika mednarodno veljavo že veliko pred formalno ustanovitvijo slovenskih raziskovalnih inštitucij. Tako ni naključje, da je bil prvi rektor Univerze v Ljubljani, ki bo letos praznovala svojo 100. obletnico, matematik Plemen, in da Inštitut Jožef Štefan, ki je letos že praznoval 70 let delovanja, nosi ime slovenskega fizika, po katerem se imenuje pomemben fizikalni zakon. V zadnjem času je omenjena uvrstitev Univerze v Ljubljani na šanghajski lestvici. Fiziki smo lahko ponosni na svoje delo.
saj je natančna analiza pokazala, da delež matematike in fizike pri doprinosu k uvrstitve univerze na lestvici v zadnjih letih vztrajno narašča in trenutno znaša že več kot 20% na področju objavljenih člankov in citatov, ter več kot 50% pri objavah v vrhunskih revijah, pri čemer naša fakulteta predstavlja le 3% po številu zaposlenih. Ti odlični rezultati slovenske fizike ne bi bili mogoči brez zglednega sodelovanja fizikov z različnih raziskovalnih inštitucij, še posebej z Fakultete za matematiko in fiziko in z Inštituta Jožef Štefan. Seveda to sodelovanje ni od včeraj, saj so bile tesne raziskovalne in osebne vezi med raziskovalci vzpostavljene že ob sami ustanovitvi takratnega fizikalnega inštituta SAZU. Od pionirskih začetkov do danes se je sodelovanje v dobro nacionalnega in mednarodnega uveljavljanja slovenske znanosti vztrajno kakovostno krepilo. Lep odraz te odlične in konstruktivne prepletenosti med fiziki na Univerzi v Ljubljani in Inštitutu Jožef Štefan je prav današnja skupna akcija fizikalnih oddelkov obeh inštitucij, ko skupno podelitvijo prvih Blinčevih nagrad, namenjenih najodličnejši znanstveni kakovosti z področja fizike, s ponosom obračamo nov list v zgodovini skupnih prizadevanj. Komisija za podelitev je imela zahtevno nalogo izbrati najboljše med odličnimi prijavami, saj gre za prvo podelitev, ki bo odslej določila visoka merila odličnosti za prihodnost. Prepričan sem, da bodo Blinčeve nagrade postale prestižen simbol znanstvene prvovrstnosti vseh prihodnjih nagrajencev, in to ne samo v slovenskem okviru, ter še dodatno utrdile sodelovanje med fakulteto in inštitutom. Hvala dekanu Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, profesorju dr. Antonu Ramšaku. Z velikim veseljem danes med nami pozdravljamo tudi ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala, ki ga zdaj vabim k besedi. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, direktor, dekan, nagrajenci, oba dva direktorja, dekani drugih fakultet. Meni je neizmerno veselje, da ste me danes povabili, da sem lahko tule z vami. Zaradi tega, ker je akademik Blinc, jaz sicer nisem imel nikoli priložnosti ga osebno spoznati, ampak kolikor sem lahko prebral, je bil eden od tistih, ki jih pravzaprav danes iščete kot njegove naslednike s temi nagradami. Nekdo, ki je na eni strani izjemen raziskovalec, na drugi strani predan učitelj in na tretji strani pravzaprav človek, ki deluje globalno. Človek, ki deluje v centrih od ZDA do Brazilije, Švice in tako naprej. Človek, ki razume, da znanost kot taka nima meja. Jaz vem, da bodo vsi današnji nagrajenci, ter seveda nagrajenci, ki jim bodo sledili v naslednjih letih, pravzaprav ne samo dostojni, ampak zelo dobri nasledniki profesorja dr. Blinca. In za to gre. Gre za to, da želimo pokazati ne samo ozki fizikalni skupnosti, ampak pravzaprav širši skupnosti, kako zelo dobra znanost se dela v Sloveniji. In želimo to pokazati ne samo v slovenskih okvirih, ampak tudi globalno. Zaradi tega se je Slovenija v preteklih letih pridružila CERN-u. Danes, in imel sem priložnost srečati znanstvenike iz Inštituta Jožef Štefan nedavno v Cukubi, delamo na projektih Bell 2, delamo na projektih FAIR v Darmstadtu, delamo na projektih kot so superračunalnik v Mariboru in tako naprej in tako naprej.
To je ta infrastruktura, ki omogoča izjemno slovensko znanost. Jaz bi vam rad ob tem dogodku najprej čestital vsem tistim, ki so seveda uspeli, da sta dve inštituciji skupaj lahko pripravili te nagrade. Kajti te nagrade bodo signal tudi drugim, da je vredno in ne samo vredno vlagati v znanost. Bodo pa tudi signal širši družbi, kako dobre stvari delamo in, kot rečemo ponavadi, za še vedno ne dovolj denarja. Tako da hvala lepa obema inštitucijama in seveda iskrene čestitke vsem nagrajencem. Hvala lepa. Hvala ministru dr. Jerneju Pikalu. K slavnostnemu nagovoru pa zdaj vabim tudi direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, profesorja dr. Jožefa Gerkeša. Hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, oba gostitelja, člani družine, gospe in gospodje. Gospod minister je denar omenil v zadnjem stavku, pri nas je običajno v prvem stavku. Torej, mi smo javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in nas vse prepogosto povezujejo z denarjem. Pomembni so evalvacijski postopki, pomemben je sistem, pomembno je vrednotenje in tega se poskušamo držati in zaradi tega smo si nadeli tudi slogan Podpiramo odličnost, za katerega upamo, da je seveda nalezljiv. Tovrstne nagrade, kot jih boste podelili danes, torej Stanovske nagrade, se nam zdijo izjemno pomembne. Izjemno pomembno se nam zdi tudi, da se povežejo nagrade z identiteto posameznic in posameznikov, ki so izstopali v določenem obdobju na določenih področjih. In na ta način v tem zelo kratkem nagovoru čestitam naprej nagrajenkam, nagrajencem, ki še niso odkriti in želim seveda prijeten večer in uspešno raziskovanje. Hvala lepa. Hvala direktorju ARRS, profesorju dr. Jožefu Gerkešu. S podelitvijo Blinčevih nagrad želimo in bomo izkazali priznanje sedanjim najuspešnejšim slovenskim fizikom vseh generacij. Med mladimi želimo spodbuditi zanimanje za fiziko. V resnici pa vsaj tako močno iz srca prihaja želja spomniti na življenje in delo enega najprodornejših slovenskih znanstvenikov, akademika profesorja dr. Roberta Blinca. Profesor Blinc velja za utemeljitelja uporabe jedrske magnetne resonance pri študiju fizike faznih prehodov in je s svojim delom dosegal velik mednarodni ugled. Hkrati pa je pustil poseben pečat tudi kot sodelavec in prijatelj. Za nekaj minut nam bo spomin nanj obudil eden od njegovih sodelavcev, profesor dr. Boštjan Zalar. Kaj je novega v znanosti in umetnosti? To je bilo običajno vprašanje akademika, profesorja Roberta Blinca, ko je prihajal na pogovor s svojim sodelavcem v laboratorije odseka za fiziko trdne snovi, popularno imenovanega Blinčev odsek. Čas za te obiske je našel skoraj vsakodnevno. Če je le bil v Ljubljani, med epizodami svoje globalne vsenavzočnosti pri vseh pomembnih stvareh povezanih z njegovo stroko. Z besedami pridi malo ven, te je na to pozval, da se mu pridružiš v legendarni čajni sobi, v delu kletnega prostora sosednje zgradbe na klepet. Ta je na začetku vedno vključeval kakšno anekdoto, vtis iz potovanj po svetu, vedno pa je na to prešel v valjenje novih idej in načrtovanje novih eksperimentov. Pogosto je takšnemu pogovoru še isti dan sledil profesorjev drugi, pozno popoldanski obisk z vprašanjem, ima že kakšne rezultate? Še kot rekrut sem mu enkrat odgovoril, da ne bo šlo tako hitro, ker potrebujem čas, da razumem, kaj pravzaprav računam. Odpravil me je z besedami: najprej diplomiraj, magistriraj in doktoriraj, potem pa boš imel do konca življenja čas, da stvari razumeš. Svoj priljubljeni izrek "You must never be lazy" je dejansko živel, kar kažejo njegovi izjemni raziskovalni dosežki.
Med svojimi skoraj 700 znanstvenimi objavami v ugledni svetovni periodiki Rad tako pri svojih predavanjih študentov o eksperimentalni fiziki trdne snovi, tudi kot med svojimi kolegi doma in v tujini izpostavil tematiko vodikove vezi iz začetka svoje kariere. Ta sega v pozna 50. leta prejšnjega stoletja. Kdor se mu da spomni, v začetku 50-ih je Pauling s soavtorji objavil tezo o vijačni deformaciji proteinov, ki jo stabilizirajo vodikove vezi. O vlogi teh vezi v trdni snovi se je takrat vedelo izredno malo. Do objave teze Roberta Blinca v reviji Nature leta 1958, da imajo vodikove vezi v kristalih naravo dvojne potencialne jame. Še dodatno je to tezo podprla objava v reviji Nature v letu 1966 v soavtorstvu z Dušanom Hadžijem. Te raziskave so vodile do enega njegovih najpomembnejših znanstvenih dosežkov, to je do razlaga pojava spontane električne polarizacije in modela feroelektričnosti v kristalih z vodikovimi vezmi. Robert Blinc je po prihodu svojega podoktorskega izobraževanja v ZDA leta 1959 ustanovil laboratorij za jedrsko magnetno resonanco in nato odsek za fiziko trdne snovi na Inštitutu Jožef Štefan, ki ga je uspešno vodil skoraj pol stoletja. Velja za pionirja uporabe jedrske magnetne resonance za študij faznih prehodov v trdnih snoveh in v tekočih kristalih. Svoj prvi laboratorij je s sodelavci postavil dobesedno v skladišču premoga, v časih, ko so bile v fiziki prioritetne le jedrske raziskave. Pri enem od pogovorov že omenjeni čajnici smo ga sodelavci v šali nekoč vprašali, ali je bila jedrska magnetna resonanca zvenečo besedo jedrska v imenu njegov zviti trik, kaj početi v fiziki, še takrat v tistih časih še kaj drugega. Samo namuznil se je. Po zaslugi Roberta Blinca smo na južni strani Alp dobili tudi laboratorij za elektronsko paramagnetno resonanco, optično, dielektrično spektroskopijo in kalorimetrijo. Ti laboratoriji so področja svojega delovanja razširili na tekoče kristale in še širše na mehko snov, biofiziko. V njih je bila v 80-ih letih posneta prva slika z jedrsko magnetno resonanco v Sloveniji. Robert Blinc je bil tudi pobudnik uvedbe področja nanofizike in nanomaterialov v Sloveniji. Tako smo kot prvi v 90-ih tudi dobili tunelski mikroskop in mikroskop na atomsko silo. Predvsem pa je Robert Blinc skrbel za to, da slovenska znanost ni nikoli izgubila stika s svetovno, ne glede na vse krize in tegobe, ki so trle svet, tako v času hladne vojne, na začetku njegove kariere, kot tudi ob osamosvajanju. Zanj je znanost vedno bila ena sama globalna. Zavedal se je, da znanstveni eter ni nekaj samo po sebi umevnega in da je v njegovo vzdrževanje potrebno vlagati veliko truda. To je med drugim izkazal tudi z mentorstvom 36 doktorjem znanosti, s pobudo vpeljave sistema mladih raziskovalcev in z ustanovitvijo mednarodne podiplomske šole. Med vami mladimi vidim mnogo verjetno nadobudnih bodočih fizikov in glede na ta impresiven življenjepis je verjetno to ta prava pot, na katero se morate podati. Hvala lepa. Vrhunski glasbeni nastop kot uvod v vrhunsko znanost. Hvala Janezu Dovču in Goranu Krmacu. O nagradah je vedno treba odločati, ocenjevati in primerjati različne ideje in predloge. Kako je to potekalo, nam bo predstavila predsednica odbora za podelitev Blinčevih nagrad, profesorica doktorica Nataša Vavpotič. Spoštovani, na seji odbora, ki se je sestal 6. septembra 2019, smo bili prisotni vsi člani odbora. Vi vidite napisani tudi za menoj. Profesor dr. Janez Bonča, profesor dr. Gvido Bratjena, profesor dr. Peter Križan, profesor dr. Iztok Kiser in moja malenkost. Res skrbno smo pretehtali vse vloge in utemeljili odločitve, kajti zelo dobro smo se zavedali, da prav te prve nagrade
bodo začrtale sloves in ogled Blinčevih nagrad v prihodnje. Moram pa povedati, da naše delo res ni bilo tako zelo težko. Dobili smo same odlične predloge in med temi smo izbrali tiste najbolj odlične in najbolj izjemne. In mislim, da je zdaj že čas, da dejansko razglasimo nagrajence. Najprej Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere. Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere lahko prejme raziskovalec za izjemno mednarodno odmevnost raziskovalnega dela, pri čemer se vrednoti predvsem ali vodilna vloga v člankih, najprestižnejših znanstvenih revijah, število njegovih čistih citatov, vabljeni nastopi na konferencah, uspešna pridobitev oziroma zaključek podoktorskega izpopolnjevanja zunaj obstoječih kontaktov in običajnih kontaktov matične raziskovalne skupine, vidna vloga vodenje zlasti mednarodnih projektov, odličnost pedagoškega dela študente na vseh stopnjah in posredovanje znanja širši javnosti. Ogromno točk, ampak pogoj zelo pomemben je, da sme tak raziskovalec v letu podelitve dopolniti največ 40 let. In glede te nagrade je odbor soglasno sprejel sklep. Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere se podeli profesorju dr. Matjažu Percu. Profesor dr. Matjaž Perc, redni profesor na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, prejme Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere za pomemben doprinos k teoretičnemu opisu človeškega sodelovanja, še posebej za rešitev problema močne recipročnosti in problema defekcije drugega reda, ter za razvoj podsistemske stabilnostne analize agentskih sistemov kot nove metode za analizo družbenih modelov. Ti prispevki so vzpostavili močne vezi med fiziko in družbo na osnovi spodbujanja medsebojnega sodelovanja, zagotavljanja javnih dobrin in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Profesor dr. Matjaž Perc je svojim izjemnim raziskovalnim delom, ki obsega kar 350 izvirnih znanstvenih in preglednih člankov, skupaj citiranih domala 20.000-krat, in Hirschevim indeksom 78, podatka iz Web of Science, tako utemeljil fiziko družbenih sistemov v Sloveniji in utrl pot uporabi statistične fizike pri reševanju ključnih problemov v današnji družbi raziskovalcev po vsem svetu. Leta 2009 je pri le 30 letih prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju teoretične fizike. Leta 2018 pa tudi Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju fizike kompleksnih sistemov. Leta 2014 se je uvrstil med 1% najbolj citiranih fizikov na svetu. Leta 2015 je dobil prestižno nagrado Nemškega fizikalnega društva za najboljšega raziskovalca na področju socio- in ekonofizike, ter leta 2017 še nagrado USRN, katere odbor sestavlja tudi 14 Nobelovih nagrajencev za prelomne raziskave v dobrobit človeške družbe. Poleg izjemnega raziskovalnega dela je dejaven kot urednik številnih vrhunskih fizikalnih in interdisciplinarnih revij. Je redni član Akademije Evropeje ter Evropske akademije znanosti in umetnosti. Letos je postal tudi častni član Fellow Ameriškega fizikalnega društva. Leta 2012 je dobil priznanje Outstanding Referee, ki ga podeljuje to društvo. Profesor dr. Matjaž Perc je kot vabljeni profesor gostoval na najuglednejših inštitutih in univerzah po svetu. Vse skozi pa ob pedagoškem delu na Univerzi v Mariboru tudi redno sodeluje z mediji in promovira pomen fizike za opis družbenih pojavov. Prosim predsednico odbora, direktorja inštituta in dekana fakultete, da Matjažu izročite priznanje.
nagrada, ki se podeljuje, je Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike. To nagrado lahko prejme raziskovalec, ki je pri znanstvenem dosežku objavljen v zadnjih treh letih, imel vodilno vlogo pri objavi v prestižni znanstveni reviji ali vodilno vlogo pri izjemno citirani objavi glede na običajno odmevnost področja ali pa je avtor znanstvene monografije pri ugledni svetovni založbi. Glede te nagrade je odbor soglasno sprejel sklep. Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike se podeli dr. Martinu Klanšku. Dosežek dr. Martina Klanška z Inštituta Jožef Štefan, ki je bil objavljen v najprestižnejši fizikalni reviji Nature Physics, poroča o obstoju zelo nenavadnih kvazidelcev, ki jih imenujemo anioni. Vsi delci, ki so jih doslej zaznali v naravi, so bodisi fermioni, bodisi bozoni. Prvi, med katere spadajo na primer elektroni in protoni, podležejo Fermi-Dirackovi statistiki. Medtem ko druge, na primer fotone in Higgsove bozone, opisuje Bose-Einsteinova statistika. Pred 4 desetletji je Nobelov nagrajenec Frank Wilczek razmišljal o nenavadnih delcih, ki ne bi bili niti fermioni, niti bozoni, temveč bi zanje veljala statistika iz kontinuuma med Fermi-Dirackovo in Bose-Einsteinovo. Pri teh delcih bi kvantno-mehanična funkcija stanja ob zamenjavi dveh delcev pridelala poljuben fazni faktor, od tod angleška beseda eni v imenu anionov. Takšnih delcev zaenkrat v naravi še niso opazili. Aleksej Kitajev pa je leta 2006 napovedal, da bi lahko anionski kvazidelci obstajali v stanju kvantne spinske tekočine, posebne vrste ravninskega kvantnega magneta s šestkotno mrežo. Najobetavnejši primer takšnega kvantnega magneta, plastoviti kristal rutenijev triklorid, so fiziki po svetu zavzeto proučevali šele zadnja 4 leta. Eden od glavnih ciljev teh raziskav je bila seveda potrditev ali ovržba odmevne napovedi Kitajeva. Prva potrditev in s tem odkritje anionov sta uspela skupini pod vodstvom dr. Martina Klanška. Kmalu zatem pa so o tem poročale tudi nekatere konkurenčne skupine. Dr. Klanšek in sodelavci so v rutenijevem trikloridu zaznali 2 vrsti anionskih kvazidelcev, in sicer majoranove fermione in umeritvene flukse oziroma vrtince. Anioni in med njimi zlasti majoranovi fermioni so privlačni predvsem zato, ker jih je mogoče med seboj plesti na podoben način, kot pletemo vrvi, da nastanejo vozli. Anionski vozli imajo spomin in z njimi je mogoče izvajati kvantne logične operacije. V svoji napovedi je Aleksej Kitajev predvidel protokole delovanja morebitnega topološkega kvantnega računalnika na podlagi anionov. Tako predstavlja dosežek dr. Martina Klanška tudi korak proti uresničitvi topološkega kvantnega računalnika, ki je nekakšen sveti gral današnje tehnologije. Torej, Nataša, direktor, dekan, prosim, da podelite priznanje. Ostane nam še zadnja, dejansko verjetno najprestižnejša nagrada, saj gre za življenjsko delo na področju fizike. Blinčevo nagrado za življenjsko delo lahko prejme raziskovalec, ki je s svojimi dolgoletnimi dosežki na področju fizike
trajno prispeva k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Med dosežke štejejo predvsem mednarodno prepoznavni raziskovalni dosežki, uspešen prenos znanja na doktorske študente, splošni pečat, ki ga je kandidat vtisnil svojemu področju Sloveniji in mednarodnem merilu. Lahko pa tudi pedagoški dosežki in aktivnost pri posredovanju fizikalnega znanja širši javnosti. Glede tega, glede nagrade za življenjsko delo, je odbor soglasno sprejel naslednji sklep. Blinčeva nagrada za življenjsko delo z področja fizike se podeli profesorju dr. Petru Prelovšku. Profesor dr. Peter Prelovšek je v domačem in mednarodnem prostoru nedvomno najbolj prepoznaven slovenski raziskovalec na področju teoretične fizike trdne snovi. Tako je v zgodnjem obdobju pogosto sodeloval z akademikom, profesorjem dr. Robertom Blincem, pri študiju inkomenzurabilnih sistemov, pri čemer je znan njegov ključni prispevek pri razvoju in študiju teoretičnih modelov inkomenzurabilnih struktur. Za delo na tem področju je leta 1985 prejel Kidričevo nagrado. V tem obdobju so bile njegove raziskave tesno povezane tudi s kvantno teorijo transporta elektronov v urejenih in neurejenih trdnih snoveh ter s teorijo faznih prehodov. Po odkritju novih visokotemperaturnih superprevodnikov leta 1986 se je s sodelavci usmeril v teorijo in razvoj numeričnih metod za kvantno obravnavo močno sklopljenih elektronov in njihovih lastnosti v povezavi z eksperimenti. V zadnjem obdobju raziskuje predvsem na področju kvantnih spinskih verig, integrabilnih kvantnih sistemov, frustriranih spinskih sistemov, kot so spinske tekočine, ter modelov za študij večdelčne lokalizacije. Profesor dr. Peter Prelovšek je pri znanstvenem delu postavil visoke kriterije, ki jih je nato uveljavljal tudi pri svojih najbližjih sodelavcih. Preko sodelovanja v vodstvenih strukturah je bistveno vplival na razvoj teoretične fizike v Sloveniji. Med drugim je zasnoval ter zagovarjal obvezno podoktorsko izpopolnjevanje, kar je nedvomno vplivalo na dvig kvalitete raziskovalnega dela na področju teoretične fizike kondenzirane snovi. Bil je izjemno uspešen vodja odseka za teoretično fiziko Inštituta Jožef Štefan, član komisije za nagrade sklada Borisa Kidriča, dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, svetovalec direktorja Inštituta Jožef Štefan za področje fizike in član znanstvenega sveta istega inštituta. Član komisije za doktorski študij in komisije za raziskovalno dejavnost Univerze v Ljubljani ter član senata Univerze v Ljubljani. Znanstveni opus profesorja dr. Petra Prelovška zajema 171 znanstvenih del. Med temi jih je kar 32 izšlo v najbolj elitni fizikalni reviji Physical Review Letters ter eno v Nature Physics. Njegova dela so bila citirana preko 4900-krat po Web of Science. Izjemno mednarodno odmevnost nadalje potrjuje tudi visok Hirschov indeks, 35. Svoje delo ter delo sodelavcev je predstavil na 82 vabljenih predavanjih na znanstvenih konferencah in drugih srečanjih. Mednarodna vpetost ter predanost profesorja Prelovška se zrcali tudi v priznanju Outstanding Referee, ki mu ga je leta 2008 podelilo Ameriško fizikalno društvo. Od leta 2012 je član uredniškega odbora eminentne revije Physical Review Letters. Omenjeni podatki ne predstavljajo dovolj natančne slike, vkolikor ne omenimo dejstva, da je profesor dr. Peter Prelovšek tipično deloval v manjših skupinah s po enim oziroma dvema soavtorjema. Veliko, predvsem zgodnjih del iz poznih 70-ih let je objavil kot samostojni avtor. V tem podatku se skriva pomembno dejstvo, da se je na znanstveno pot podal tako rekoč samostojno, brez zaznavne podpore starejših kolegov oziroma mentorjev, kar
kar daje njegovim izjemnim raziskovalnim dosežkom poseben pečat. Širina znanstvenega opusa profesorja dr. Petra Prelovška se ne kaže le v obsegu raziskovalnih področij teorije trdnih snovi, na katerih raziskovalno deluje, temveč tudi v razvoju analitičnih in numeričnih metod. V znanstveni sferi je znan kot izumitelj tako imenovane Lancoševe metode pri končni temperaturi, ki jo je razvil skupaj s svojim doktorandom, doktorjem Janezom Jakličem, in jo danes uporablja več skupin po svetu. Delo s podrobnim opisom metode je šlo v pregledni reviji Advances in Physics. V obdobju številnih gostovanj, sodelovanj v različnih mednarodnih projektih in organizacij znanstvenih srečanj je vzpostavil široko mrežo sodelavcev iz tujine in tako znatno prispeval k mednarodnemu ugledu teoretične fizike v Sloveniji. Svoje mednarodne povezave je izkoristil tudi za promocijo mladih doktorjev znanosti. Izjemno dejaven je bil na pedagoškem področju, kjer je vpeljal sodoben predmet teorija trdnih snovi ter prenovil predmeta fizika trdne snovi ter fizika kondenzirane snovi. Profesor dr. Peter Prelovšek je mentor 11 doktorandom, med katerimi jih je 8 nadaljevalo svojo profesionalno pot v akademski sferi, 3 pa so se uveljavili v poslovnem svetu. Iskrena hvala pa seveda tudi vsem vam, ki ste se nam danes pridružili na tej slovesnosti, na prvi podelitvi nagrad za dosežke v fiziki in na obuditev spomina na akademika Roberta Blinca. Upam, da lahko z veseljem in ponosom rečem, se vidimo čez 1 leto. Zdaj pa je čas, da se oddahnete, da končno namenite čas tudi vsem vašim uspehom in dosežkom in da se s ponosom obrnete na leto, ki se tako hitro izteka. Vabim vas tukaj pred Peterlinov paviljon na prijetno druženje in mislim, da tudi na kozarček in prigrizek. Tako je. Iskrena hvala, da ste bili z nami in seveda lep večer še naprej.